Dobro, lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Kot veste, smo v Slovenski ljudski stranki ogorčeni nad izjavo predsednika države, da so povojni poboji drugorazredna tema. Menimo, da gre za eno veliko nezaceljeno rano slovenske zgodovine in da predsednik države kot predsednik vseh državljank in državljanov ne more ocenjevati ene teme za prvorazredne, druge pa drugorazredne. Tudi na videz manj pomembne teme, kamor povojni poboji zagotovo ne sodijo, so pomembne za odločen krog državljanov in državljank. Naše mnenje je tudi, da je takšna izjava prizadela veliko število Slovenk in Slovencev, zlasti svojcev povojni pobitih, in se čudimo, da v tem, ko tisti, ki so videli razsežnost tega zločina, z grozo opisujejo samo prizorišče in morišče, predsednik države pa se na tak način odziva na ta vprašanja. In pričakujemo, da se bo predsednik države javno opravičil vsem prizadetim, v nasprotnem primeru pa se nam zdi primerno, da razmisli o svojem odstopu. Morda še vprašanje na to temo? Ja, Goveste in Slovenija, zagotovo veste, gospod Šrot, da je predsednik dejal, da poboji danes, pred pol ure, da poboji so zanj zelo pomembna tema, da je pa drugorazredno politično manipuliranje s to temo in poziva stranke, naj se zadržijo uporabe te teme v predvolilne, očitno mislijo na evropske volitve, v predvolilni kampanji. Vaš komentar? No, jaz ne poznam nikogar v tej državi, ki ne bi obsojal povojnih pobojev. Nisem pa seznanjen s tem, da bi se ti tragični dogodki izkoriščali v kakšne politične, celo predvolilne namene. To pa je novost. Se vam ne zdi, da bi kdo to izkoriščal, da se vprašanje politizira spet odkritih huda jama? Ne, zaenkrat ne. Da se tudi Huda jama je že dolgo časa znano grobišče, podobno kot tudi grobišče v Košnici pri Celju, pa nekaj lokacij v Celju, se Celju dobro stvari poznam in moram reči, da sem osebno najbolj razočaran na tem, da država ne najde volje, recimo temu politične volje, pa tudi denarja, da vsaj posmrtne ostanke teh pobitih ljudi pokoplje na pietetni način. Mi imamo v Celju praktično neposredni bližini šole znano grobišče in je naša želja, da se ti posmrtni ostanki pokopljejo na pietetni način. Zato je tudi mestna občina pred leti predlagala, da se v okviru spominskega parka Teharje zgradi posebna kostnica. Mi smo takrat dali pobudo in dokler je bil minister še gospod Drobnič, sem upal, da bo do realizacije te pobude prišlo, da se stvari zopet zastale že nekaj let. Predsednik države se danes ni opravičil, če sem prav seznanjena, tudi o tem, da bi razmišljal o odstopu, ni dal vedeti ničesar. Me zanima, boste ostali pri tem pozivu ali bo sledil še kakšen korak? No, za opravičilo ni nikoli prepozno. To je nenazadnje tudi ena človeška vrlina, če narediš napako, da javno priznaš in se opravičiš, v naslednjih korakih pa bo stranka še razmislila. Pa vam se zdi, da je predsednik dejal, da so poboji drugorazredna tema ali da so politične manipulacije okoli pobojev drugorazredna tema? Mi smo razumeli, da je dejal, da so poboji drugorazredna tema. Ali? Se vam ne zdi po današnji njegovi izjavi, ko je ostro obsodil te poboje, da je pač vseeno nekoliko izsiljena ta afera oziroma nekoliko zmanipulirano vprašanje? No, sem že povedal, jaz ne poznam nikoga v tej državi, ki ne bi obsojal teh pobojev. To se seveda pričakuje tudi od predsednika države. Drugo je pa, kako razumeš dogajanje ob tem. Je rekel pač konkretno, je rekel tudi, da ostro obsoja poboje in da gre za pomembno temo in da pričakuje, da bojo opravljene vse pač preiskave, tako forenzične, kazenske preiskave, da bo zgodovina opravila svoje. Tako pričakujejo verjetno tudi državljanke in državljani in tudi jaz kot politik tako pričakujem. Ob tem, da pričakujem, da bo država malce bolj intenzivno raziskala tudi
druga grobišča, za katera se ve, so znana, in poskrbela, da se posmrtni ostanki teh pobitih na pietetni način pokopljajo na za to primerna zemljišča, ne pa sredi stanovanjskih, sosedskih, industrijskih con in podobnih lokacij. Gospod Šrot, mislite, da bi moral predsednik države iti se pravi žrtvam v Hudojano oziroma pred Hudojano? Nekateri pozivi so bili konkretno gospoda Peterdeta, kar je on razumel kot neke vrste tekmovanje, kdo od politikov bo prvi pri Hudi jami. Se vam zdi potrebno, da je predsednik države to storil? Mislim, da bi bilo lepo, da bi predsednik države to storil in tudi državni vrh, govorim samo predsedniku države, kolikor vem je danes hrvaški državni vrh na tej lokaciji in mislim, da bi bilo prav, da se to naredi, to gesto bi ljudje cenili. Boste šli tudi vi? Ali pa delegacija Ljudske stranke? O tem še razmišljam. Še enkrat vprašanje, načrtujete še kakšne konkretne korake pač v zvezi s tem pozivom kot stopu? No, zaenkrat ne, sem že povedal, pričakujemo predvsem javno opravičilo vsem prizadetim, za opravičilo ni nikoli prepozno. Se boste z opravičilom zadovoljili? Mi se bomo. Nismo pa edini tisti, nismo samo mi tisti, ki so bili zgroženi na to izjavo. Nekaj vas je izrazil kot željo za komentar predsednika na odločitev Hrvaške glede mediacije, mogoče še to izjavo na kratko. V Slovenski ljudski stranki smo veseli, da je Hrvaška pristala na mediacijo, čeprav razumemo njihovo pogojevanje kot nek neuresničljiv pogoj. Namreč mediacijo vidimo kot pot k bilateralni rešitvi mejnega problema s sosednjo Republiko Hrvaško, ne pa kot nek predhodni pripravljalni postopek za odločanje na mednarodnem sodišču v Haagu. Jaz tudi dvomim, da bi katerikoli resen, ugleden mediator, ali govorim pri tem o Martiju Ahtisarju ali pa kom drugem, pod takimi pogoji, da je neke vrste kurir za Haaško sodišče sploh bil pripravljen izpostaviti svoj ugled, svoje ime, izkušnje in pa energijo za takšno vrste mediacijo. Torej, mediacija bi naj pripeljala do končne rešitve, Da, oziroma predloga končne rešitve. tako, mediacija naj bi pripeljala do predloga končne rešitve, ki bi jo potem obe državi v obliki pogodbe ratificirali vsaka pred svojim parlamentom. Če bo Hrvaška vztrajala pri tem svojem stališču, ki ga je danes nekako sprejela, torej, ali bo Ljudska stranka v tem primeru pač podpirala to, da torej, slovenska blokada, mislim, da 11. ali 12. hrvaških pristopnih poglavij pač ostane za nedoločen čas? No, pri teh poglavjih ne gre samo za blokado v Sloveniji, ampak mislim, da še kar nekaj držav Evropske skupnosti. V veliki meri za zastoje pri pogajanjih kriva Republika Hrvaška sama. Po zagotovilih vladne koalicije v Sloveniji vztrajajo pri tem zahtevah. In s tem se strinjate? Mi se strinjamo s tem.